Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno magister Bernard Brščič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o oddaji VV-Faktor in kaj je prinesla v slovenski medijski prostor. Preden smo šli na oglase, Bernard, si začel misel, da si ti bil pa deležen kar nekih resnih, tudi večkratnih groženj in da si te grožnje tudi prijavil na policijo. Imaš mogoče že kakšen odziv strani preiskovalnih organov? Ne, zaradi tega, ker so mi tam sporočili, da to oni ne jemljajo, da je to resna grožnja glede življenja. A to zato, ker tebi grozijo ali nasplošno ne jemljajo? Jaz mislim, da je to precej ad personam, ampak moram ti povedati, da se tudi jaz osebno ne počutim ogroženega. Meni, recimo, če me imenujejo za debila, idiota... to je drugo, kot če ti grozijo, da ti bojo vzeli življenje. Tisto moram pa reči, da ti pa grozijo smrtjo, to, kar recimo, da te bo nekdo, ne sicer meni, ampak recimo to, kar se Jožetu Možini zgodil, glede, da ga bo nekdo povozil, potem gospe Zlatolaski, Normi Korošec, da jo bo nekdo analno posilil, to je pa, veš, konec tega, to pa je sovražni govor, ker pomeni grožno, pomeni poziv k nasilju in moram reči, da klej pa črta. Se pravi, to, da vrednostne sodbe, kaj je nekdo, v bistvu to pravzaprav umaže tudi usta tistega, ki to izreka in s tem nimam nobenih težav. Če sem za neke levičarje idiot, Bog jim požegnaj, ne dovolim si pa, da me bo tam nek vnuk Edvarda Kocbeka dovolil, kako me bo zaklal. To pa, to je pa konec igre in tle se pa konča. To verjetno res ni svoboda govora več. Pri policiji jaz sem sam enkrat nesel grozilno pismo, ker so mi grozili smrtjo na policijo in dejansko ga tudi niso hoteli niti obravnavati. So rekli, da to ni resno. Čeprav sem bil takrat, to je bilo prvi dan, ko sem postal urednik Primorskih novic. Si pa hiter prišel do te faze, da so ti smrtjo grozili. Že prvi dan, bravo. In tako je prvi dan. Zanimivo je to, da jaz v bistvu vem, za 90% vem, za koga je šlo. Tako da sem policistom tudi to povedal. Ampak dejansko, ko sem ustrajal, so pol šele to v bistvu naredili zapisnik in me čez 14 dni obvestili, da niso nič naredili, čeprav sem povedal, kam ne grejo. Tako da to je res en tak čuden občutek dobiš. Zato sem jaz pol tudi to pismo objavil na svojem blogu, kjer je objavljeno ravno zaradi tega, da ljudje vidijo, kaj kroži okrog in ni prav, da recimo, eden bo nekaj rekel proti novinarju, nekemu levičarskemu politikantu in bo takoj državni zbor o tem zasedal in komisija za človekove pravice, medtem ko če to dobi napačna oseba, drugorazredni državljan, je pa to vse v redu. Če lahko še o Bernardu bi jaz povedal še eno stvar, kako ga jaz doživljam. Sam pazi, zdaj je še vdaje, veš, zdaj moraš biti previden, kaj boš rekel. Z marsikatero tezo se ne strinjam. In tako se mi zdijo, ene stvari mi niso, recimo, jaz ne razmišljam tako, ampak izjemno mi je pa všeč njegov jezik. Njegov jezik in sočan, ki je tudi za moj okus preveč na meji žaljivosti ali pa celo žaljiv, ampak meni je to sočno. In ni treba, da se strinjam z njim, ampak ga z užitkom poslušam. In to je čar demokracije in v nekem smislu tudi čar te oddaje. Zdaj, ko smo ravno že pri grožnjah, ne vem, če veste, ampak Zmago Jelinčič Plemeniti je po lastnih besedah vsaj bil včeraj deležen groženj, namreč bil je sestanek pri predsedniku vlade, ki upravlja tekoče posle na temo arbitraže, kaj storiti zdaj, ko nam je Evropska komisija obrnila hrbet pri arbitraži s Hrvaško in je predčasno zapustil ta sestanek, namreč Zmago Jelinčič, ker pravi, da mu je predsednik vlade v odstopu, ki upravlja tekoče posle, Miro Cerar grozil. In je to tudi prijavil na policijo. A mislite videti, da bo policija resno vzela to njegovo prijavo? Namreč Jelinčič pravi, da mu je Miro Cerar grozil z besedami, pazi, kaj govoriš, da se ti ne bo kaj zgodilo. Zdaj vidva, ki imate neke izkušnje s temi grožnjami, prvo bi to vprašal, a vidva to tretirate kot resno grožnjo in kako mislite, da se bo recimo policija do te grožnje obnašala?
po mojem bo policija naredila nekaj podobnega kot v najnem primeru, ne? Da bojo rekli, da to ni resno, ne? Zato, ker je da Miro, tudi če bi mislil resno, ne more tega izpolniti, ker ne bi vedel kako. Ali... Ja, ne, ampak grožnjo je povedal napačen. Ne? Če bi Janša rekel, ne? Potem bi policija in, kot sem rekel, javnost in komisija za človekove pravice, verjetno bi tudi na OZM pisali, ne? Ampak če to reče Miro Cerar, je vse v redu. Ne? Miro Cerar lahko žali, Miro Cerar lahko tepta pravo, ampak bo še vedno ustavno-pravni strokovnjak, medtem ko če bo to naredil nekdo, ki ni v spektru, v trenutnem spektru levih medijev, bo povsem drugačna slika. Bernard, kaj nam to pove, če recimo predsednik vlade, ne, saj to je tudi malo hecno, morate priznati, če ne bizarno, ki si zdaj prizadeva, da bi bil hkrati predsednik vlade in predsednik državnega zbora, se pravi, da bi vodil dve načeloma neodvisni veji oblasti, ne, verjetno potrebuje vsak glas na tem glasovanju, ki bo jutri, če bo slučajno kandidiral. Kako si to razlagaš, da na nekem sestanku, ki ga je sam sklical, tako zgubi živce in potem verjetno posledično poznamo Zmaga Jelinčiča, ne, on ne zameri ali pamti, ne, bi rekel Tino, zgubi 4 glasove, ki bi mu mogoče lahko pomagali do tega, da bi bil jutri izvoljen za predsednika državnega zbora. Ja, jaz bi rekel, da Možakar ni prav bister, ne, da si takoj odtuji 4 glasove, ki so sicer relativno poceni, ne? Simptom in nadaljevanje tega, kar je pokazal kot predsednik vlade. Če se pa vrnem k tistemu tvojemu prejšnjemu vprašanju, jaz osebno mislim seveda, da je to lahko verodostojna grožnja, ker prihaja iz 6. nadstropja Gregorčičeve 25, se pravi, ima vsa, bom rekel, represivni aparat pod sabo, kjer bi lahko uresničil te grožnje, ampak po drugi strani, če pogledaš Mira Cerarja, a se ti zdi on človek, ki bi se ga človek bal? Lepo te prosim, sej ta človek, ne vem, Slovenija na srečo nima jedrskega orožja, ne, tako da mogoče se ga res malo manj bojimo, kot bi se ga sicer. Da je, mislim, človek pri njemu stane brez besed. Zakaj pa pol misliš, da se ga je Zmago ustrašil? Ker Zmago tudi ni človek, pri katerem bi rekel, da se hitro ustrašne. Pač nek nastopač, ki izkoristi vsako priložnost, ampak, a veš, grožnje prihajajo od verodostojnih moških. Meni Miro Cerar ne deluje ravno moško, se pravi, da bi se ga bal kot Mira Cerarja. Ne, njegove kompetence strokovne niso take, ne njegova fizična pojavnost, ne njegova retorika ni takšna, da bi bil faktor, ki bi mi nagnal strah v kosti. Potem smo zdaj mogoče pomirili Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ne? Da ga vendarle ne bo tako zelo strah, če ga je prej bilo. Tole sem vas še hotel vprašati. Zdaj ta mnenja, ki se krešejo okrog naše vdaje, predvsem recimo na tem družbenem omrežju Twitter, zelo veliko je mnenj, kjer so pač neki nepodpisani ljudje, ne? Večinoma tudi kakšni te internetni troli, pravimo temu, ki imajo nekaj izmišljene imena, nimajo svoje fotografije. Zakaj vidva mislite, da recimo ljudje, nas pa ostalih, ki sodelujemo v tej vdaji, se vendar izpostavimo s svojim imenom in priimkom, svojo pojavo, zakaj recimo smo pol deležni pač teh nekih napadov, teh anonimnežev, dajmo jim tako reči, zakaj v Sloveniji recimo ljudje še danes ne upajo stati z imenom in priimkom za tistim, kar izrečejo v javnem prostoru? Zato, ker mi to dovoljujemo, ne? Ker razpravljamo z anonimneži, mi kot ljudje. Ja, razumem, ja. In pa tudi družba, ne? Recimo RTV, recimo kot državna inštitucija, da dovoljuje anonimne komentarje, povrh še žaljive, ki jih objavlja, to je nekaj nezaslišanega. Ne? Osebno zagovarjam to, da anonimneže skušam čim bolj ignorirati, oziroma na njihovo mnenje ne dam dosti, tudi v debati. Ja, se niti ne veš, kdo so, ne? Se pravi, težko je dati na mnenje nekoga, če ne veš, kdo to je. Ne? Ja, tako, če se jaz podpišem in stojim za svojimi besedami, pričakujem tudi od nekoga drugega, če ne zame ni relevanten in če me užali ali pa če žali nekdo, ki je anonimen ali pa nekdo, ki je podpisan, bom tega anonimnega prej dal na tisto slavno besedo mute.
ne, ki je zelo dobrodošla na Twitterju, posebej meni, ne, ker ne maram teh žalitev in kletvic in vulgarizmov in potem daš na Ti ga daš sam na tiho, ga ne blokiraš pol, če te Ja, včasih tudi blokiram, če je kakšen prav agresiven, ne, ampak ponovadi dam na mute in imam mir. Ne, tako da. Bernard, kaj ti praviš? No, jaz mislim, da moraš imeti kot poljavna ali javna oseba nekoliko debelejšo kožo, kot rečeno, mene ne moti etiketiranje z živalskimi potem pridevniki retardiranosti in tako naprej. To vse sprejemam, zlasti, če prihajajo iz ust anonimnežev, prhlaj na sukniču. Črto potegnem, kot rečeno, z grožnjami, z nasiljem. Tam moram reči, da to bi morali pa najostreje obsojati, ampak gre enostavno, če nisi pripravljen sprejeti tudi tazga afronta in osebnih diskvalifikacij. Glej, smo v svobodni družbi, če se javno izpostavljaš, potem opravljaš tudi, hote ali ne hote, funkcijo družbenega strelovoda. Jaz to čisto razumem, da sem nekaterim zelo simpatičen, drugim izjemno antipatičen, dokler smo znotraj diskurzivnega polja, ki izključuje nasilje, je po mojem, jaz bom rekel, zelo visok tolerančni prag, se pravi, da prenašam tudi osebne diskvalifikacije, tudi žalitve, se pa enostavno je funkcija mute, to je izjemno elegantna funkcija, kjer enostavno lajajo, ti pa oddelaš svoje. Zakaj bi se bom rekel, ljudmi, ki niso vredni tvoje pozornosti, sploh oziral na njihovo mnenje, ker če nisi toliko, da bi se podpisal z imenom in priimkom na Twitterju, v oddaji VV Faktor, da za krinko, za masko anonimnosti potem neke svoje osebne frustracije, moram reči, da pa je zanimivo, koliko motenih osebnosti se v tem virtualnem prostoru giblje. To bi bil pa verjetno tema za kakšno psihiatrično obravnavo, kako bolna je slovenska družba, ker to se vidi recimo na Twitterju, se vidi v odzivih tudi na oddajo. Zdaj, sprašujem zato, ker ravno v tem času, oprosti Tino, Franc Kangler, bivši župan Maribora in prva žrtev Aleša Primca in njegovega pač neuspešnega vlaganja kandidacijskih list na ravno kar končanih volitvah, predstavlja v Mariboru svojo biografijo z spomenljivim naslovom Županov boj. No in to biografijo mu je pomagal napisati pač nekdo drug, je avtor, sicer nek kriminalist. Zanimivo je to, da je naveden tudi kot avtor knjige, ampak na to predstavitev knjige danes pa ni želel priti, ker se ni želel javno izpostaviti. Zdaj, kako si vi da to razlagate, da nekdo napiše knjigo, ki jo bojo predvidoma ljudje brali in se tam izpostavi z imenom in priimkom, noče pa priti na predstavitev te knjige. A se vam zdi, da to kaže malo na to, o čemer se pogovarjamo, skratka, da pri nas še vedno obstaja nek ta strah pred javnim pojavljanjem? Seveda, posebej, če govoriš o takih temah, ki v medijih niso prvorazredne, ampak so drugorazredne oziroma negativne. Ne? In če hočeš delati kariero kot novinar ali kot javni uslužbenec ali kdorkoli, moraš svojo kritiko levičarskih politikov zamolčati, moraš biti tiho, in kritiziraš lahko samo Janšo in desničarje in cerkev in tako naprej. Ne? Točno ve, kaj lahko in kaj ne, če hočeš delati kariero. Zato jaz precej razumem ljudi, ki se nočejo izpostavljati, v nekem smislu razumem tudi anonimneže, ne morem pa tega ceniti. Ne? Zato, ker če imaš, osebno se držim tega, da ne kradem, ne lažem in da ne žalim. To ne pomeni, da nikoli nikogar ne užalim, ne? Ampak skušam to narediti in zato tudi, če se mi kdo opraviči ali pa reče, pač te ne bom več žalil, ga takoj dam tisti unmute, torej ga dovolim spet spremljanje. Ampak prav je, da se tega držimo, ne? In če se jaz držim tega, da ne bom žalil, tudi ne bom dovolil, da torej, če lahko omejim, bom to omejil, da bi kdo pljuval po meni. Ne? Tukaj se mi zdi, da gre za tisti osnovni človekov čut, za bonton, za
za osnovno civilizacijo, ne, za tisto, kar te je mama naučila. Ne. To, kaj je žalitev in kaj ne, to se ne naučiš v šoli, to te mama nauči. Zdaj, še zadnje vprašanje, preden se počasi poslovimo. Zdaj, glede na to, da vsi trije se nekako strinjamo, da se posebej ne izplača to javno izpostavljanje, ne? Zakaj potem mi trije to počnemo? Na kratko, prosim, smo mi zdaj bolj neumni ali ne? Zakaj recimo se vseeno splača v narekovajih to še naprej početi? Da mogoče spodbudimo še koga drugega, da se bo tega lotil, se pravi, da bo se javno angažiral v zadevah, ki so stvar javnosti. Jaz osebno mislim, da bidermajerski pristop, se pravi umik v družino in nezanimanje za javne zadeve, se pravi idiotizacija v grškem smislu, da je to pogubno za družbo. Če se čutiš za opolnomočenega, razmišljujočega družbeno bitje, po mojem, si odgovoren in če ti je dana možnost, recimo javnega delovanja, po mojem je tvoj moralni imperativ, da poizkušaš po svojih skromnih močeh, sej tu nobeden od nas treh ne spreminja sveta, ampak vendarle nastavljati zrcalo družbi in jaz mislim, da opravljati funkcijo neke vrste družbenega higienika, se pravi tistega, ki drži zrcalo družbe, je naloga vsakega razmišljujočega človeka in da mora vsak izpolniti svoj delež v tej odgovornosti. V redu. Tino, se upravičujem, smo pri koncu, tako da v naslednji sezoni, en stavek pa lahko, ampak na hitro. Jaz mislim, da je največja pohvala, ki jo dobim, je, ko reče nekdo, ti govoriš zame, ti govoriš za nas in mislim, da to skušamo delati. In če se ob tem zabavamo, kot se tukaj, je še toliko lepše. Super, se mi zdi krasna zaključna misel za to oddajo. Bernard Brščič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Mi pa se vrnemo po oglasih, ko vam bomo razkrili, kateri slavni par bo v kratkem zibal.